Pripravimo čiste lončke, ki jih čitljivo označimo z imenom in vrsto sadeža, datumom odvzema semen ter kakšno opaženo posebnostjo, na primer, da je paradižnik izredno velik. Iz lepih in morda tudi zanimivih ter unikatnih primerkov zrelih plodov odstranimo seme, pa prej pripravimo ustrezen lonček. Če plod ni prispeval dovolj tekočine, odvzetim semenčkom dodamo malo vode. Lončke postavimo na varno polico, kjer ne motijo nikogar, ter počakamo, da se semena razstruzijo, bakterije odpravijo, kaljivost pa poveča. Če so temperature višje, to poteče hitro, v enem dnevu, sicer pa počakamo par dni. Ko fermentacija poteče, semena speremo z vodo v gostnem cedilu. Dobro sprana semena damo sušiti za kak teden ali na papir ali na kakšen krožnik, označen z vsemi podatki, ki so za nas pomembni. Ko je seme suho, ga preštejemo, slabše pustimo za testiranje kaljivosti, ostale pa spravimo v papirnate vrečke označene z imenom ter vrsto semena, datumom odvzema, sušenja in spravljanja le-tega, število semenčkov ter prostorom, kamor bomo vnesli procent minimalne testirane kaljivosti. Za testiranje kaljivosti pripravimo zemljo, označen listki z imeni semen ter sama semena. Zemljo ravno prav namočimo, semenčka posadimo v vrste, ki jih ločimo z listki z njihovimi imeni. Označimo datum sajenja in spremljamo kaljivost manj perspektivnih primerkov semen. Kaljivost ostalih semen je potem vsaj tolikšna, če ne celo boljša. Obilo sreče in veselja s pridelkom!